Sem Lidija Turk. Na Inštitutu za trajnostni razvoj izvajamo program Šolski ekovrtovi. Ta projekt smo začeli izvajati leta 2011, potem ko smo za mislijo uspešno kandidirali na razpisu švicarskega prispevka. Ko se je ta projekt iztekel, to je bilo nekje sredi leta 2012, je projekt prerasel v program Šolski ekovrtovi z naborom najrazličnejših dejavnosti za šole in vrtce. Po zaključku projektnega financiranja smo sicer vpeljali simbolično članarino, vendar le zato, ker smo želeli delati samo s tistimi, ki so bili res zainteresirani. V letu 2013 smo program povezali z evropskim projektom Mind the Gap. Na srečo pa smo tudi v letu 2015 lahko program povezali s 3-letnim evropskim projektom Meeting s sloganom Jej lokalno, misli globalno. V okviru tega projekta smo šolske ekovrtove povezali z globalnim učenjem. Tu gre za projekt, v katerem sodeluje 12 evropskih in 2 afriški državi. Šolam smo v okviru tega projekta ponudili več kot 200 različnih dejavnosti, od delavnic globalnega učenja, delavnic državljanskega novinarstva. Izvedli smo tudi 18 regijskih delavnic šolskega ekovrtnarjenja na šolah. Vzpostavili in nadgradili smo skoraj 100 šolskih ekovrtov. Pripravili smo priročnik globalnega učenja za učitelje, sedaj pa pripravljamo tudi priročnik za šolske ekovrtove, ki pa bo na začetku na voljo v angleščini, nato pa tudi v slovenščini. Kaj program nudi? Šolam ponujamo najrazličnejše dejavnosti. 2-krat na leto izpeljemo 2 strokovna seminarja za učitelje in vzgojitelje, mentorje šolskih in vrtčevskih ekovrtov, spomladanski in jesenski seminar. Tukaj predstavimo tudi dobre prakse. Člani lahko pridobijo znak šolski ekovrt, ko zanj izpolnijo merila, prejemajo lahko koristne informacije prek e-biltena, uporabijo lahko celotni spletni portal programa, nekatere vsebine so na voljo samo za člane in tudi gradiva redno posodabljamo. Imajo tudi priložnosti za delitev in izmenjavo izkušenj tako na seminarjih kot prek spletnega portala, nudimo pa tudi javno prepoznavnost šolskega ekovrta. Namen našega programa je spodbuditi oblikovanje šolskih ekovrtov na slovenskih šolah in vrtcih, nuditi strokovno podporo, spodbuditi povezovanje in sodelovanje med šolami in vrtci. Namen programa je tudi promocija ekološke pridelave in ekoživil in podpora uvajanju ekoživil v šolske in vrtčevske kuhinje. Zakaj so šolski ekovrtovi potrebni? Veliko otrok v urbanem okolju nimajo veliko stikov z naravo, nekateri si niti ne predstavljajo, kako izgleda na primer rastlina paradižnika ali cvet krompirja. S pomočjo programa se približajo naravi, naučijo se medsebojnega sodelovanja in dobijo zavest in spoštovanje do vloženega dela, ki je potrebno, da iz semena dobimo hrano. Naučijo pa se tudi, kako pridelati hrano na ekološki način. V programu lahko sodelujejo osnovne šole, srednje šole, zavodi, vrtci in dijaški domovi. Za sodelovanje v programu pa ni pogoj, da ima vrtec ali šola že svoj ekovrt, temveč zadostuje že želja ustvarjati na tem področju. Nekateri dosežki našega programa. Kot sem že omenila, program izvajamo že od leta 2011 in v tem času je šlo skozi program že prek 400 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz cele Slovenije. Samo preteklo šolsko leto je bilo včlanjenih v naš program 110 ustanov, od tega je bilo približno četrtina vrtcev. Pripravili smo že 13 nacionalnih seminarjev za učitelje, zdaj v oktobru pripravljamo tudi že 14. nacionalni seminar. Večina seminarjev smo izvedli na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V soorganizaciji z njimi so nam tudi odstopili njihovo dvorano. Izvedli smo tudi več terenskih delavnic in javnih dogodkov. Eden od teh dogodkov je bil tudi zasaditev vrta pred dijaškim domom Tabor.
Tukaj vsako leto izvedemo en dogodek na tem vrtu. Projekt je bil izbran tudi za primer dobre prakse v Sloveniji v okviru projekta Slovenija znižuje CO2. Naš cilj Inštituta za trajnostni razvoj pa je vzgoja za trajnostni razvoj. Inštitut za trajnostni razvoj si želi, da bi imela vsaka šola in vrtec in zavodi in dijaški domovi vsak svoj šolski ekovrt. Hvala.